Takole, zdaj se pa srečujemo še za eno tako krasno trojico, in sicer konzol, mešanico, ki jo poznamo z Emotional Aromatherapy, potem na drugi strani Forgive, ki ga poznate ravno tako z Emotional Aromatherapy, samo da je v ta črečeni verziji za direkten nanos na kožo. In pa potem tukaj še Adaptive mešanica, ki je sicer prvenec lanskega leta in je tudi eno od odličnih olj, ki se izvrstno lahko uporablja tudi v namen kot čustvenček. In ravno tako v tač obliki, kar pomeni, da je stvar že rečena z frakcioniranim kokosovim oljem in že pripravljena za direkten nanos na kožo. Tako da eterična olja, kot vedno rada poudarjam, jih lahko inhaliramo iz dlani in s tem v 30 sekundah vplivamo ugodno na limbični del možganov, to se pravi na tisti del, ki uravnava nezavedna dogajanja v našem telesu, kot so dihanje, hormonalni sistem, peristaltiko in vse te reči. In na drugi strani tudi lahko uporabljamo seveda eterično olje na koži, da jih nanašamo na pulzne točke ob določeni potrebi, tako na zapestja kot parfum, na predel vrata, tukaj le vzadaj za ušesom, potem tudi na zatilje ali pa preprosto, lahko tudi z eno tako krasno tehniko nanesemo tisto olje, ki ga trenutno potrebujemo, na konice las in ga na tak način nosimo s seboj kot en tak pasivni, kot rada rečem, difuzor. Tako da načinov poleg uporabe v difuzorju je kar nekaj in želela sem zaupati najprej, kaj je skupno vsem tem trem. Vsem tem trem je skupno, da odlično delujejo na našo kožo. Vem, da to ni prva stvar, po kateri posežemo, oziroma tisto, zaradi česar posežemo po teh oljih, ampak izvrstno delujejo na razdraženo kožo, sploh konzol tudi deluje močno pomlajevalno in ga lahko kot sivko in še iste barve sta uporabite v vaši kremi ali jutranji ali večerni. Seveda po vonjih so si pa zelo različna. Konzol, ki ga tukaj le najdemo, vsebuje noter frankincense, patchouli, potem ilang-ilang, labdanum, amiris in osmant, ki jih doTERRA nima v svoji ponudbi kot posamično, noter sta pa še sandalovina in vrtnica, tako da vonj je tak topel, zemeljski, bom rekla cvetno lesen, tako da si znate predstavljati, oziroma tak zelo močan oziroma močnejši orientalski parfum. Mogoče tistim, ki vam je všeč Intune, recimo, si ponovadi res se vam blizu najde tudi po aromi konzol in to je ponovadi tudi prva lastnost, ki jo slišim strani ženskih pripadnic, ki jo povohajo, da je konzol res kot en tak krasen zimski parfum. In to je bila tudi moja prva stvar. V čustvenem delu pa podpira čisto nekaj drugega, česar se še dotaknem. Potem Forgive, ki ga imamo tukaj le, vsebuje eterična olja smreke, bergamotke, brinovih jagod, potem imamo notri še arborvito, imamo notka, timijan, citronelo in še eno eterično olje sem pozabila. Je pa tak svež aromatičen vonj, marsikoga spominja recimo na tako svežino zelo mladega gozda in čustveno tudi deluje čisto nekaj drugega kot pa konzol, a ne. Potem imamo pa še tretjega, to je pa Adaptive. Adaptive pa vsebuje pomarančo sivko, potem kopaibo, spermint, magnolijo, rožmarin, potem najdemo noter seveda še sweet gum in neroli, tako da je pa tak svež, tako unisex aromatičen del, kar pomeni, da res zelo všečen tako moškemu kot ženskemu delu pripadnic. Skratka, res en tak unisex parfumček, ki tudi zelo drugače vpliva. Medtem ko recimo Adaptive, če gremo kar najprej na njega, je res tisti, ki ga ponovadi izbiramo, če nam je enostavno vsega preveč, če se težko soočamo z stresom, z vsakdanjimi izzivi, na vse te načine, ki sem jih pač opisala, vdih z dlani ali na pulzne točke, lahko tudi te tač odpremo in jih uporabimo v difuzorju. Medtem ko Forgive je ponovadi povezan s tem, da deluje res zelo dobro pri čustvih jeze, čutkih, da smo krivi, da rabimo odpustiti sebi ali pa morda drugim ali pa enostavno neki situaciji, ki nam je morda zelo velik vpliv na življenje naredila. Tako da Forgive z tega vidika res olje odpuščanja, tako kot pove samo ime. In potem še z čustvenega vidika konzol,
deluje kot ena taka opora v trenutkih, ko rabimo tolažbo, tako da lahko tudi pomaga čez težje trenutke in je v bistvu res, kot vidite, ta širina vsega res neverjetna, ne. Zdaj kot zanimivost naj povem, ne, vsem trem je torej skupno nega kože. So pa še druge stvari, ki jih ponovadi jaz nisem omenjala, in sicer zanimivo je, da Forgive, tale in pa Konzol nosite še eno skupno lastnost, in sicer, da oba dva ugodno delujeta na libido. Konzol bolj na ženskega, Forgive bolj na moški libido. Tako da lahko izkoriste te mešanice tudi oziroma preizkusite na teh področjih, ker nekako pač pomagajo podpirati eterična olja zelo dobro, tudi naša čustva. In imajo tukaj največji učinek in to je nekaj, kar dobiš z eteričnim oljem, pa nisi po to prišel, ker priješ ponovadi za neka fizična nelagodja in težave, ampak neverjetno res nudijo eno tako krasno oporo na čustvenem področju. Zato ni nenavadno, da Forgive zaradi tega vsega čustvenega vpliva, ki sem ga razložila, deluje odlično na jetra, na želodec, tako da si jih lahko tudi na to mesto nanašamo, ali pa v trenutkih, ko smo zelo odvisni od neke navade, ki nam ni všeč, uporabljamo za to, da se počasi pripravimo to navado opustiti, oziroma ne samo opustiti, ampak zamenjati z eno dobro navado, ker nadomeščanje neke navade je veliko lažje, kot pa če jo popolnoma izbrišemo. Potem adaptiv, nenavadne uporabnosti je, da recimo odlično se obnese pri težavah dojenčkov v prebavnem delu, potem za trenutke, ko nam peša čutilo vonja, sploh v teh časih se mi zdi, da je to zelo dobro in premalokrat omenimo, da ni samo tista kombinacija vrtnice ali pelargonije oziroma geranije, pa vonjanje limone, pa evkalipta ali pepperminta in pa klinčkov ali ongarda, ampak zelo, zelo, zelo krepi oziroma en tak olfaktorni trening, nuhalni trening lahko izvedemo tudi s tem, da večkrat na dan si vzamemo 20 sekund časa in uvohavamo adaptiv. Tako da tudi res krasno deluje za to. Potem imamo tukaj še konzol. Konzol smo že omenjali več stvari, odličen pa je tudi za težave z srcem, na splošno govorimo o čustvenih težavah, lahko si ga na predel srca nanašamo, ali pa če imamo na splošno težave s čem, da jih enostavno podpremo, lajšamo, zdaj ne govorim, da seveda o velikem vplivu, ampak večkrat na dan za eno tako krasno uporabo oziroma drobnim dnevnim ritualom, kako rada rečem in kar je tudi glavni moto mojega bloga za vsak dom, torej drobni dnevni rituali za vsak dom in vsak dan lahko res spremenijo ogromno oziroma z njimi lahko naredimo ogromno tudi na sebi. Lahko ga uporabljamo tudi za lajšanje težav z dihali, sploh recimo kot bi sivko pa frankincense pa čajevec uporabili, ko imamo razdražena dihala in nas draži sploh v tem predelu noter, tako da kar malo pokašljujemo. Potem pa odlično deluje kot zanimivost konzol tudi pri težavah z mehurjem. Jaz upam, da sem vam podala res kar nekaj novih načinov uporabe. Skušala sem biti, glede na to, da so to 3 olja, čustvenčki, ki jih že kar zelo dobro poznamo, malo odpreti tudi drugo plat njihove uporabnosti. Predvsem pa ena taka krasna zakladnica v moji pesti, ki res verjamem, da jo potrebuje popolnoma vsak dom za drobne dnevne rituale za vsak dan. Adijo!